Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v oddaji Eno jabolko na dan. Moja današnja gostja je Tjaša Stepišnik Perdih, terapevtka, socialna pedagoginja, zakonska in družinska terapevtka, predavateljica na Fakulteti za družbene študije v Novi Gorici, na oddelku za psihosocialno pomoč in senzomotorična terapevtka. Pozdravljena, Tjaša. Pozdravljena. Kar veliko področji se ukvarjaš. Danes bova poskušali predstaviti TRE metodo. To je metoda Trauma Release Exercises ali po slovensko spuščanje, sprostitev, vaje za sprostitev travme oziroma stresa. Sem povedala prav? Ja, za napetosti, stresa in travme, vse skupaj. Tako. Ja. Ampak začneva najprej pri tebi. Zanima me, s čim vse se ukvarjaš. Na spletnih straneh sem prebrala, da se ukvarjaš s psihosomatiko, s psihofiziologijo na področju travm in disociacije. Predavaš. Kaj te je pripeljalo na pot, po kateri hodiš, oziroma do študija vseh teh zanimivih področij? Ja, ta pot je bila kar mogoče vijugasta po eni strani. Sicer sem že od srednje šole ali pa mogoče že celo prej vedela, da me zanima delo z ljudmi. Ti pogovori so se mi vedno zdeli nekaj bogatega. Tako da ja, najprej sem začela na socialni pedagogiki, potem je bila moja prva zaposlitev kot svetovalna delavka. Tam sem sicer potem doživljala prve neke take frustracije, ko se mi je zdelo, da ko podprem dijake, pa potem grejo domov, ker so bili večinoma iz dijaškega doma. In potem, ko so za vikend bili doma, mogoče v bolj disfunkcionalnih družinah in so prihajali nazaj, se mi je zdelo, da moje delo nekako razvodeni čez vikend. In sem se spraševala, kaj zdaj tukaj narediti. Sem prišla na idejo, da bi bilo fino delati z družinami. Torej, če mogoče ustvarimo bolj podporno okolje v družini, spreminjamo neke vzorce tam, bo potem tudi za otroke, mladostnike lažje in bojo bolj podprti. Tako da sem šla študirati, kot si že omenila, zakonsko in družinsko terapijo. Je pa res, da potem kot del, ko se izobraziš za psihoterapeuta, potem sledi še stažiranje, ker pravzaprav opravljaš ure pod supervizorstvom, pod mentorstvom. Tako da v času tega mojega stažiranja bi rekla, da so mi na pot prihajali bolj pari, niti ne družine. Tako da ni šla pot, zato sem rekla mogoče malo vijugasta, ni šla pot najprej k družinam, ampak k parom. In tam me je... V bistvu me je to zelo fasciniralo, delo s pari, kako je ta dinamika med dvema. In sem jo dostikrat doživljala kot en ples. Tako se mi je zdelo, da se je dalo kar hitro začutiti, mogoče, kako se en partner umakne, pa potem drugi stopi naprej. Res tako kot en ples sem to doživljala. In veliko ob tem doživljanju je bilo tudi veliko telesnih odzivov. In najmočnejši trenutki, ki so se mi tako upisali in vtisnili vame, so bili, ko pa sem uspela, oziroma smo skupaj uspeli sokreirati tako vzdušje, da je omogočalo en prostor sočutja, ene intime med dvema, ene povezanosti, kjer sta uspela preseči mogoče neke svoje vzorce, se zelo povezati, začutiti v tem. In takrat ponavadi se je zgodila tista sprememba, nekaj zelo pomembnega. In to se da zelo začutiti. Jaz sem zraven zelo začutila. Ne? In tukaj se je potem porodila moja ideja raziskovanja te psihofiziologije, torej kako se naše telo odziva na našo duševnost, na naše tudi psihološke težave oziroma sicer na misli najbrž nasplošno, ne? Ja, tudi misli, absolutno, na vse skupaj. Tako da sem šla potem malo bolj to raziskovati. Tudi kako se oglasimo, ne? Ta del mi je bil zelo zanimiv. Kako pravzaprav se lahko jaz in ti, če se malo bolj spoznava, malo bolj poveževa, kako najino telo začne reagirati podobno, se odzivati.
Ampak to lahko vidimo tudi v vsakdanjem življenju, ko mogoče se sinhronizira gibanje nog med dvema in podobno, ali pa neke kretnje. Ampak tudi, ne vem, prav prevodnost kože, prav raziskave kažejo tudi možganski valovi. Vse to. So to zrcalni nevroni v bistvu? Tudi igra vlogo, seveda, kako jaz v sebi doživljam, kar recimo ti doživljaš. Zdaj sem mogoče malo zašla. Torej, potegnila me je ta psihofiziologija. Točno to, mislim, da končno so te metode oziroma te pristopi ponovno združujejo telesni in duševni vidik, nekaj, kar smo v zadnjih nekaj 100 let pravzaprav opustili in zato imamo danes težave. Ja. Torej, ti se v bistvu zdaj ukvarjaš s povezovanjem ravno tega. Ja, super. Ta Descartes in ta mislim, torej sem, ta dualnost, ki je nekako nastala in prevladovala zdaj vrsto let. Zdaj vedno bolj vidimo, kako je ta celovit, celosten pristop v resnici pomemben in kako se ves čas to prepleta. Vsak trenutek se nekaj dogaja znotraj našega telesa in vsakič, ko doživljamo neko čustvo, čustvovanje, telo odreagira in obratno. Če telo odreagira, lahko doživim nek miseln, čustven odziv na to. Ja. In tako te je privedlo v bistvu do različnih najbrž metod, ki facilitirajo oziroma omogočajo ravno raziskovanje in mogoče ponovno vzpostavljanje te povezave in s tem tudi zdravljenja. In recimo, s katerimi metodami se vse ukvarjaš? Ja. Super. Na tej poti, se pravi zdaj, če sem malo orisala to raziskavo in delo s pari, sem seveda vedno bolj začela raziskovati odzive telesa, ta telesni vidik, ki je v psihoterapiji bil omenjen, ampak tako, kot sva se zdaj pogovarjali, gre za preplet vedno. In sem našla en fin tudi terapevtski pristop, senzomotorično psihoterapijo, ki pravzaprav vstopa, v sam proces vstopamo preko telesa, preko odzivov v telesu in je zelo uporaben pri delu s travmo, s travmatskimi odzivi. To seveda takrat pri nas še ni bilo poznano, tako da sem šla v Milano, je bilo najbližje, sem šla v Milano na izobraževanje in to mi je odprlo vrata potem v ta svet psihotravmatologije, disociacije, kjer bi rekla, da nekako sem se usidrala zdaj v teh letih, proč od družine, mogoče proč od parov, vedno bolj v te telesne odzive, travmo, disociacijo. In nekje potem, ko so se ta vrata že odprla, so seveda prihajale potem nove informacije in je vstopil tudi TRE, ta tehnika, ki sva jo danes že mečke napovedali. No, še preden začneva o TRE, še kaj pravzaprav je ta senzomotorična terapija? Ja, to je v resnici en psihoterapevtski pristop, ki temelji tudi na drugih osnovah, tudi na psihodinamskem, na spoznanjih nevroznanosti, teoriji navezanosti, nekako je dosti integrativen, bi rekla. Ampak velik poudarek daje, recimo o čuječnosti se danes veliko govori, pa pravzaprav ti pristopi ali pa načini vzpostavljanja zavedanja, kaj se v tem trenutku dogaja v meni, so že stari, že vrsto let. In tudi senzomotorična psihoterapija pravzaprav uporablja ta način, se pravi, če povem zelo poenostavljeno, pogledava, kaj zdaj ta trenutek mogoče jaz ali pa ti doživljava in poskušava zaznati, katere so tiste spremembe ali pa dogajanja v telesu, pri čemer gre to lahko čisto za ene take občutke, kot ne vem, občutek teže, pa potem raziskujemo. Ker ljudje so ponavadi, bom tako rekla, ljudje so ponavadi v svojih opisih zelo skopi. Lahko rečejo, težko diham, ali pa nekaj me boli, ali pa nekaj me tišči. In potem je tukaj eno veliko polje, kako lahko raziskujemo, kje točno je to, od kod do kod sega. A je to bolj kot točkovno, a utripa, a se širi, cel kup enih dodatnih informacij lahko dobimo od tukaj ven, če malo ostanemo s tem. Se pravi, če smo v stiku s tem, ponavadi
ali bežimo proč, ali samo zelo skopo opišemo, ne ostanemo kaj dalj časa s tem. V resnici je pa tam noter bogastvo enih informacij. Tam noter iz tega, kar se porodi, če jaz ostanem malo v stiku s tem, se veliko stvari lahko razreši ali pa celo ugotovimo potem, da ne vem, to pritiskanje, stiskanje, teža, karkoli že je, izgine. Ali pa v bistvu kaj pravzaprav pripoveduje, ne? Tako, ali pa nosi neke informacije, mogoče včasih se mi tudi pomaga odločiti oziroma ja, to je, če uporabim besedo, pridem bolj v stik s sabo, ne? Bolj se slišim, bolj začutim in potem tudi lažje sprejemam ene odločitve. Super. Torej, greva zdaj pogledati TRE. Kaj pravzaprav je TRE? Zakaj gre pri TRE-ju? Ja, TRE je v osnovi ena zelo, zelo enostavna tehnika. Kot sva že na začetku povedali, ime izhaja iz kratice. Gre pa za to, da sproščamo neko prekomerno vznemirjenje, ki se v nas nabere, sproščamo stres, sproščamo pokrčitve, to so lahko čist mišične, fascialne, se pravi vezivne. Gre za to, da nekako osvobajamo telo in sporedno, seveda, tako kot sva že prej omenjali, tudi duševnost, se pravi, jaz se počutim lažja. To je mogoče zelo na kratko, ker bova verjetno bolj v principe in to še kasneje. V detajle. Ja. Tako je, v bistvu lahko poveš za začetek pravzaprav tudi, kako se je ta metoda razvila, kdo jo je razvil in koliko časa pravzaprav obstaja že. Ja. Če pustimo po strani, da gre za naravni mehanizem, no? Ja, super. Ja, do tega še prideva, ne? To pravzaprav je v nas. Ampak, če pogledava, ne vem, zgodovino te metode, utemeljitelj je dr. David Berceli, bi rekla, on ima zelo bogato zgodovino. On je pravzaprav živel na mnogih, tudi žariščnih, se pravi vojnih žariščih, dalj časa, na Bližnjem vzhodu, recimo bil je v Sudanu, Palestini, Izraelu, Egiptu, Libanonu, tako da je pravzaprav bil izpostavljen nekim stresnim in travmatičnim dogodkom. Bi rekla, da v njegovi zgodbi, pa tudi za nastanek TRE je pomembno tudi to, da ni samo obiskoval teh držav, ampak je dejansko tam živel in se nekako potopil v to kulturo. Glede na to, da so omenjali zelo različne države, tudi Nova Zelandija, Rim in tako je bil izpostavljen mnogim religijam, različnim kulturam. Učil se je jezika, mislim, da govori 5 jezikov. Tako da gre za to, da je nekako res poskušal začutiti vse te različne kulture, živeti tam. In sam rad poudari, da gre za zelo različne države, ampak on je iskal, kaj je tisto skupno. Se pravi, kaj je tisto, kaj je srčika človečnosti ali pa človeškosti. In tako nekako je potem tudi svojih odzivov, 2 taka zelo dogodka, ki sta se mu vtisnila v spomin, pa jih takrat še mogoče ni znal razložiti, sta pa osnova potem za TRE, bila kasneje, je kako pravzaprav pod enimi stresnimi dogodki, on je takrat živel, mislim, da v Libanonu, kjer je bilo bombardiranje pogostokrat na sporedu. In ena od stvari, ki se mu je zdela zelo zanimiva, takrat je, da v družbi večjih je bilo, so pravzaprav na to bombardiranje odreagirali enako. In vsi v trenutku so šli v ta zaščitni, pokrčitveni odziv. Torej, to se mu je zdelo zelo zanimivo, kako v množici, se pravi ljudi, kako so vsi naenkrat zelo sinhrono in enako, avtomatizirano odreagirali na to bombardiranje. In se mu je zdelo, to mora biti nekaj, kar je vpisano v nas. Ta odziv, če je toliko avtomatičen, mora biti nekaj naravnega. Kdaj je bilo to? Kdaj je on to raziskoval? Ta je dobra. To mora biti tam okrog 90. leta. Že takrat. Ampak takrat je nekako samo ostalo v njegovem zavedanju. Druga taka
informacija takrat zanj je bila tudi to, da po takih dogodkih, ali pa včasih že vmes, so se začeli tresti. In to tresenje ga je tudi zelo zanimalo. In je kasneje, potem, ko se je tudi vrnil nazaj v Ameriko in je s kolegi, s prijatelji raziskoval, kaj bi bil ta mehanizem tresenja, o katerem mogoče mečkim več kasneje. Ampak to je bil tisti drugi tak odločilen trenutek ali pa moment v razvoju treja, te dve, se pravi ta pokrčitev, to tresenje. Je šel sam do terapeuta, do Lowna, ki je razvijal bioenergetiko takrat, tako da se je educiral tudi v tej tehniki, tej metodi. In vse skupaj je nekako potem vodilo k temu, da je razvil to metodo. Sam sicer pravi, da jo je zares v tej obliki, v kakršni je danes, nekako postavil okrog leta 2000 v Sudanu, ker je vse te njegove izkušnje, vse to razumevanje poskušal umestiti v širši kontekst. In sicer srčika ali pa ena pomembna značilnost treja je, da lahko delamo skupinami. In on je bil takrat v Sudanu, kjer je bilo spet vojna med severnim in južnim delom. In je bil tja poslan, da zasnuje neke programe okrevanja od travmatičnih izkušenj. On se je zavedal, da koncept psihoterapije tam ne deluje, to je druga kultura, da pravzaprav 1 na 1 si ljudje niti ne morejo privoščiti, niti ni časovno izvedljivo. Tako da je iskal, kako lahko zajame ali pa dostopa do množice ljudi, naredi zelo enostavno to tehniko in samopomočno, pomeni, da lahko uporabljamo sami. Tako da nekje okrog 2000 je v eni tej obliki, v kateri je danes. Aha. Torej, za katere mehanizme gre, nekako sva že nakazale. Uporablja se metoda za zdravljenje tudi posttraumatske stresne bolezni. Torej, je vsestransko uporabna pravzaprav. Zdaj pa, kateri so te ključni mehanizmi in kako se jo izvaja? Ja, super. Tresenje. Mečkim dlje se bova tukaj ustavljali. Ali pa mogoče tako, če ta pokrčitev nam vsem znana nekako, ko sem jaz pod stresom, tudi če razmišljam, o razgovoru s šefom, ki bo jutri ali pa nekje v prihodnosti, se moje telo napne. To vsi izkušamo, se mi zdi. Tako da ta pokrčitev nam je dosti poznana, jo izkušamo. Malo dlje bi se zadržala pri tem tresenju. Zakaj? Ker imamo mogoče en specifičen pogled tudi na tresenje, kar je razumljivo. Zdaj, mi govorimo tukaj o enem tresenju, ki ga včasih poimenujemo nevrogeno tresenje, ker je povezano s tem, ko presežemo eno optimalno raven našega vznemirjenja živčnega sistema. Torej, kadarkoli sem jaz postajam živčna, vznemirjena, me nekaj skrbi, moje vznemirjenje naraste. In vsi mi, se pravi vsi sesalci, imamo en mehanizem vgrajen v nas, čisto evolucijsko, da telo poskuša s tem nevrogenim stresenjem presežek vznemirjenja sprostiti, da se jaz vrnem nazaj v to optimalno raven vznemirjenja, ki ni ravno. Če bi bilo naše vznemirjenje ravno, bi bili pravzaprav mrtvi, more nihati. Ampak nekako, da niha znotraj optimalnega tega okna in vznemirjenja. Te situacije mi sicer v življenju dostikrat izkušamo in poznamo. Bodisi, da smo jih sami izkušali, bodisi, da vidimo pri komu, ki je mogoče ubežal za las neki prometni nesreči, pa potem ponavadi ljudje rečejo, sem se tresel kot šiba na vodi, poskuša telo sprostiti v tisti naval adrenalina, vse, kar se je dogajalo v tistem trenutku. Čeprav se mi pa zdi, da ima pa negativno konotacijo, da je to problem, da se poskušamo ustaviti to tresenje. Tako. Tukaj ga pa pravzaprav spodbujate, ne? Ja. Pričemer moram poudariti, da je to nadzorovano in kontrolirano. Ja, res je, kar praviš. Se pravi, mi ponavadi na tresenje gledamo kot nekaj, da je nekaj narobe z nami,
ali pa nas je sram, hočem prikriti, recimo, podobno je trema, ne, ko se glas trese. Kaj poskušamo takrat skriti? Se pravi, še bolj nekako napnemo svoje grlo, se zakrčimo, kar je pravzaprav medvedja usluga, ker telo potem poskuša še bolj sprostiti, še bolj pripeljati ta mehanizem tresenja na plano, zato da bi me sprostil. Ampak ja, to je zdaj en primer, je tudi ta trema. Niso pa vedno to neprijetni dogodki. Včasih kdo asociira, povezuje z recimo panično motnjo, takrat je tudi zelo veliko vznemirjenja. Ampak so tudi prijetni dogodki. Tudi v prijetnih dogodkih smo lahko zelo vznemirjeni. Ne vem, ko se je moj brat poročil, je bil tudi zelo vznemirjen, se je kar malo tresel znotraj, ko je bilo treba recimo prsten natakniti. Smo lahko videli to tresenje, ali pa jaz kot mala punčka se spomnim, ko smo odhajali na morje, jaz sem bila toliko vznemirjena, da zaspati nisem mogla zvečer. Torej tudi prijetni dogodki povzročajo vznemirjenje v nas. Tudi kakšna huda zaljubljenost lahko privede do tresenja. Ja, ko je treba mogoče izročiti kakšno telefonsko številko, čeprav zdaj mogoče ni več tako, da bi izročali, ampak ja. Torej tudi prijetni dogodki povečajo vznemirjenje v nas in telo se naravno poskuša odzvati s tresenjem, da bi nas malo umirilo. In isto v resnici lahko vidimo pri psih, pri mačkah, v živalskem svetu. Tudi pes, ko prihaja lastnik domov, se včasih trese od vznemirjenja, ali pa če je nevihta, se zaradi strel, strahu tudi tresa. Gre za isti mehanizem, ki je vgrajen v nas. Ja, kot sva pa omenjali, je zaradi čist kulturno, čistko, ker gledamo na to tresenje kot znak šibkosti. Pa ne samo to, res je tudi, da nekatere nevrološke bolezni in težave so povezane s tresenjem. Imamo Parkinsonovo bolezen, imamo esencialni tremor in podobno, ker gre resnično za težave, ne gre za te vrste tresenje. Tudi ne nazadnje področje psihiatrije gleda na tresenje kot na neko simptomatiko, recimo posttraumatske stresne motnje, generalizirane anksioznosti in podobno. Tako da smo obkroženi s tem razumevanjem tresenja kot nekaj patološkega, nekaj slabega, nekaj, kar je ali nekdo bi rajš prikril. In smo v resnici ta naš naraven mehanizem nevrogenega tresenja pravzaprav na nek način kar mal potlačili ali pa utišali v nas. Zato potem... Zablokirali, ja. Ja. In pravzaprav ti pri ljudeh, ki pridejo k tebi se naučiti to metode, pravzaprav to spodbujaš. Torej, kako začne, na kakšen način se uvede to, da se lahko ljudje začnejo tresti tudi ko niso vznemirjeni in pravzaprav takrat, če prav razumem, sproščajo neke strese in travme, ki so že se akumulirali pred tem v telo. Zato, kot razumem, gre za to. Tako, ja, gre za kontrolirano izvajanje, pomeni, da zdaj v enem varnem okolju jaz se naučim, kako namenoma spodbudim spet, pridem v stik s tem našim naravnim mehanizmom tresenja. In ker navadno, če smo zdaj v nekem varnem okolju, načeloma ni toliko stresno, pomeni, da v resnici delam za nazaj. Tisto, kar se je nabralo skozi leta, ponavadi so to dejansko leta, lahko nekako dostopam do teh vsebin. Res pa je, da potem, ko enkrat začnem bolj redno izvajati ta TRE, je to tresenje nam spet na voljo in dostopno. Pomeni, da lahko v nekih vsakdanjih situacijah, ko prihajamo v stresne dogodke, sproti pravzaprav sproščam to vznemirjenje ali pa ta nakopičen stres. Tako da potem se lahko tudi spontano odvija. Sam proces je pa v resnici, kot sem že omenila, zelo enostaven. Gre za set enih 7 vaj, pri čemer ni potrebno, da smo nekako fizično dobro pripravljeni, ker namen teh vaj je v resnici samo, da sprožijo to tresenje. Sčasoma pa tudi teh vaj ne rabimo več, tako da lahko v kakršnikoli situaciji. Za kakšne vaje gre? Ja, te vaje so nekoliko, to moram priznati, če bi tako rekla, so nekoliko podobne tudi bioenergetiki.
se pravi ta metoda, ki izhaja, ki jo je razvil Loven. Gre pa za to od nekega predklona do raztezanja nekih notranjih mišic, notranjih stegenskih mišic, vse z namenom za to, da spodbudimo to tresenje, ampak glavnina je potem, kaj se zgodi, ko se jaz uležem. Ko se uležem in dopustim to tresenje, da se pokaže, da se potem s časoma, s prakso tudi razvije oziroma razširi po telesu in gre tja, kjer so neke pokrčitve. Se pravi, človek naredi nekaj teh vaj, ki jaz sem to že poskusila pred leti in opazila sem tudi recimo po jogi, sem to z lahkoto lahko spodbudila. Se pravi, nekaj vaj, ki tudi do neke vrste stresirajo določene mišice, ker pač jih moraš imeti napete ali pa ne. Gre za fizične telovadbo, dajmo reči. In potem se uleže, najbrž na neko blazino, tako da mu je udobno. Je potrebna kakšen poseben položaj telesa, da se to lažje sprosti oziroma da se tresenje lažje začne? Ja, fino je, zdaj, če govorijo o teh začetnih prvih izvajanjih, sledimo nekemu temu protokolu. Bova tudi si pogledali mogoče posnetek, da bo bolj vidno. S časoma pa, kot sem rekla, niti ni potrebna poseben položaj, lahko stojimo, lahko sedimo, lahko ležimo, lahko res vkomponiramo v svoje življenje, precej enostavno. Torej, najbolje, da si pogledamo morda posnetke, kako pravzaprav to izgleda. Prvi posnetek bo kateri? Kaj bomo videli na prvem posnetku? Ja, ta prvi posnetek prikaže, kot lahko vidite, mogoče eno vrsto tresenja, ki se ponavadi začne v nogah in se potem počasi širi po telesu. Zdaj, tukaj na začetku je pa res ponavadi omejeno na ta predel nog in mogoče tudi trebuha, kot lahko tukaj vidimo. Zdaj, na tem drugem posnetku vidimo, kako pravzaprav tresenje lahko zajame že celo telo in kako postaja bolj fluidno, bolj fleksibilno. Ta gospodič je imel težave s križem in lahko vidimo, kako pravzaprav res sprošča celo telo. Pravzaprav videti je, kot da ga zateguje, kot da se mišice na različnih delih telesa ne zateguje, kako bi rekla, nategnejo in potem sprostijo. A je to ta mehanizem mehanizem, ki obstaja v telesu zato, da uravnava tudi določene pokrčene mišice? Točno, ja. In to je videti tukaj na tretjem posnetku zelo lepo, kjer vidimo, da sicer zdaj govorijo veliko o tresenju, ampak ne gre samo za tresenje, gre tudi za raztege, gre tudi za pokrčitve in tukaj je lepo videti, kako gre telo v nek razteg, kako zadrži tam in potem sprosti. To ni nekaj, kar bi dejansko človek počel z voljo lastno, ampak nekaj, kar se sproži, kar v bistvu živčni sistem sam počne. Ja, to je srčika treja, včasih za ljudi tudi malo izziv. Ker gre za to, da jaz nekako dovolim svojemu telesu te spontane odzive, rečemo spontane odzive, da gre lahko, če želi telo v neko pokrčitev, nek razteg. Včasih je tudi zelo specifičen gib. Nisva danes še toliko mogoče o teh v travmatičnih odzivih rekli, ampak včasih gre v specifične odzive ravno zato, da razreši do konca. In to je včasih težko. Jaz mogoče si mislim, če dam svoj primer, en dan, ko sem veliko delala za računalnikom in sem čutila veliko napetosti v tem predelu ramena. In sem si tako nekako sem si mislila, zdaj bom šla narediti se bojo tresla moja ramena in se bom počutila sproščeno. Kaj se je zgodilo je, če uspemo ostati odprta in videti ali pa dopustiti, da se telo spontano odziva, me je čist presenetilo. V bistvu je moje telo šlo v pokrčitev tukaj na tej strani, se je telo zakrčilo, držalo in potem na eni točki spustilo in
evo, moja ramena so bila sproščena. Ne? In zato jaz večkrat rečem, jaz miselno, kognitivno ne bi nikoli povezala teh dveh delov. Čeprav ja, vemo, da so miofascialni, meridiani in podobno, ampak telo pa ve. Ne? In ta modrost telesa je neprecenljiva, če ji le zmorem zaupati. Torej se ljudje ustrašijo teh odzivov telesa. Kako terapevt postopa v tem primeru? Ja, zato je fino, da imamo neki srečanj. Včasih tako, Berseli pravi boljše enkrat kot nobenkrat, se strinjam. Zdaj v lastni praksi sem ugotovila, da je pa fino, da je več srečanj. Zato, da pravzaprav jaz vidim, da obstajata nekako dve fazi. Prva faza je neko udomačevanje s tem tresenjem. Pomeni, jaz postanem dovolj, zaupam temu mehanizmu, utelesim to, da imam kontrolo nad tem, da lahko začnem, lahko ustavim, da vem, kdaj je dobro malo upočasniti. Veliko govorimo o tej samoregulaciji. In tudi mogoče včasih neki odzivi me lahko presenetijo in je pomembno, da imam to izkušnjo, da je vse ok. Ne? Na ta način potem razvijam neko zaupanje v telo spet. Ker dostikrat je to izziv, še posebej, če imamo ljudje zelo močno potrebo po kontroli. Ne? Če imamo močno potrebo po kontroli, telo pa se nekaj spontano trese, to dvoje ne gre najbolj skupaj. Zato je potreben en proces. Ne? Potem pa, ko ta faza udomačevanja nekako se vzpostavi, pa jaz doživljam, mogoče tako, no? Veliko ljudi se tudi ustavi tukaj in je ok. Ne? Imajo za neko sproščanje vsakdanjega nekega stresa, napetosti. Če pa jaz vidim, da mi tehnika odgovarja in bi jo uporabljala še naprej v življenju, pa jaz temu rečem, potem pa pride tista faza nekega globljega raziskovanja in tudi razreševanja. In čeprav se ne šteje kot terapija, jaz takoj podpišem, da ima terapevtske učinke, ne? Predvsem v tej drugi fazi. Je pa prva faza pogoj in ne moremo izsiliti tega. Včasih ljudje pridejo pa rečejo, jaz bi sprostil ramena, ne? Ampak ja, telo ima svojo modrost in zagotovo bolj žive kot jaz, ko poskušam nekaj izsiliti na silo. Ja, torej nas najbrž v tem procesu tudi uči različnih stvari, od potrpežljivosti do najbrž tega, da se dostikrat ne razumemo sami sebe. Ne? Ampak recimo je zato, da uspešno teorije izvajamo in ali je predpogoj tudi to, da ga spremlja neka psihoterapija, ker je možno, da po določenem času dejansko morda prebudi neke potlačene spomine, s katerimi potem človek sam s težavo opravi, oziroma mu lahko še več težav morda predstavijo. Ali je to recimo ena taka stvar, na katero bi treba biti pozoren? Ja, smiselno vprašanje. Zdaj, jaz ne bi rekla, da mora biti psihoterapevt, ampak usposobljen treninštruktor. Zdaj, pri nas imamo treninštruktorje z različnimi, iščem lepo slovensko besedo, ozadji, background. Ne? Torej imamo fizioterapevte, bolnove terapevte, imamo ekonomiste, imamo psihoterapevte, zelo različnih ozadij prihajamo. Vsi smo usposobljeni, da varno podpremo in vodimo človeka. Je pa res, da če ima nekdo mogoče bolj travmatično zgodovino in nekje na poti se odprejo neke vsebine, ki bi jih želel mogoče tudi bolj govorno predelati ali pa na nek drug način, zato ker pravzaprav gre za to, da spremljamo odzive telesa in ne pripovedujemo zgodbe, ne, kar je tudi svojevrstna prednost. Ampak ja, če nekdo začuti to potrebo, potem tako je fino, da ga usmerimo drugam, oziroma je vedno na tej spletni strani, kjer smo navedeni treninštruktorji, piše, a smo zraven usposobljeni tudi za neko psihoterapevtsko delo ali ne. Tako da to je mogoče en pomemben vidik, če se kaj odpre, usmerimo naprej. Je pa res, da že
v tem procesu, oziroma zato toliko poudarjam, da je fino več srečanj na začetku. Ker če naredimo dobro to fazo udomačevanja, potem ni težav, ker jaz prepoznam, vem, na kaj biti pozoren, poznam svoje zaščitne in obrambne odzive in vem, kdaj uravnavati, kdaj ustaviti recimo treja. Če to dobro nekako utelesim, se usede vame, potem ni neke skrbi. Torej lahko to človek izvaja potem tudi sam? Ja, absolutno. In je zelo enostavno za vkomponirati vsakdanje življenje, tudi ti si omenila recimo po jogi, včasih nekdo po teku, po treningu, se mogoče samo uleže, da v ta položaj in spusti malo tresenja. Ali pa kdo celo televizijo gleda, pa zraven se malo potrese. Torej, za koga vse je primerna TRE? To se pravi, kot se razumem, je pravzaprav za vsakogar, ker gre tako ali tako za naravni mehanizem. Ja. Sej vem, mogoče deluje malo, kako bi rekla, samo všečno ali zvišeno, ne vem, ko rečem, da je TRE za vsakogar, ampak v resnici je, zato ker ta mehanizem imamo v sebi. Gre samo za to, kako lahko izkoristim učinek tega mehanizma, kako ga lahko uporabim, ne pa da ga nekako zatrem. Otroci se včasih res zelo spontano še začnejo tresti, Se mi zdi, da je večkrat tukaj lahko odziv okolice tisti, ki otroka prestraši ali pa ustavlja to tresenje, misli, kaj je narobe. Tako da se mi zdi, da je ena taka prva stvar je že samo razumevanje, da je to nevrogeno tresenje, govoriva o tem, ne o kakšnem nevroloških težavah, da je nekaj povsem naravnega, normalnega in da če samo zagotovimo en prostor, da se lahko tresenje izrazi, bo tako samo od sebe prenehalo in v resnici precej sprostilo otroka ali pa odraslega. Tako da lahko delajo otroci, lahko delajo starostniki, veliko se uporablja v vojski, pri gasilcih. Mimogrede v Braziliji, mislim, da je od 2019, če se ne motim, z ministrstva uradno prepoznan TRE kot komplementarna metoda pri zdravljenju, v medicini. Tako da se razvija torej. Kako je s TRE-jem v Sloveniji? Zakaj sem malo postala? Zato, ker ni tako kot v Braziliji. Ker se zavedam, da smo manjša skupina, manjša skupnost in terja nek čas, da se tehnika prepozna širše. Moram pa reči, da je vedno več zavedanja, vedno več ljudi pozna to tehniko. Tudi naša skupnost je v resnici vedno večja. Kar nekaj TRE inštruktorjev bodočih je zdaj še v procesu certifikacije, bodo kmalu dokončali, tako da počasi bomo prišli vse te različne pokrajine v Sloveniji, čeprav imamo še prostora. Ampak Koliko vas je v tem trenutku recimo? Približno. Prav pogledati, ampak mogoče tam nekje 10, 11, 12 nas je uradno certificiranih. Zdaj, tukaj moram povedati, da smo izgubili del TRE inštruktorjev, ker je bila včasih drugačen potek certifikacije. Včasih si se lahko odločil, a boš delal samo s posamezniki ali boš delal potem nadaljeval še in delal s skupinami. Tako da je bilo nekaj slovenskih inštruktorjev, ki so se izobrazili samo za delo s posamezniki, ampak ker je potem nekako zastal ta TRE v Sloveniji, so se na tej poti malo izgubili. Ker bi tudi potem morali dokončati še to delo s skupinami, ker so ugotovili, da pravzaprav je to potem celostno. S posamezniki, skupinami in potem lahko pristopiš. Tako da jaz vem, da je še nekaj skritih, če bi tako rekla, TRE inštruktorjev, ampak ti, ki smo zdaj najbolj nekako, ki sledimo temu razvoju TRE-ja, ker se je tudi TRE razvil v tem času, smo tam in smo navedeni na tej spletni strani. TRE Slovenija. Torej, certificirani, to pomeni, kdo je tisti, ki vas je učil oziroma kam ste se šli izobraževati. Danes lahko najbrž tudi ti izobražuješ, oziroma vsi, ki so certificirani. Kako to poteka v bistvu?
Zdaj, dobra stvar tega je, da je to globalno, se pravi, je svetovna organizacija, ki je seveda postavila standarde in ko zaključi nekdo certifikacijo, ima potrdilo, ki velja pravzaprav kjerkoli. Tudi če jaz grem v Amsterdam, če grem, ne vem, v Vietnam, lahko tam izvajam ker sledimo istim standardom. V Sloveniji je zdaj mogoče tako, da se ljudje vključijo v certifikacijski proces in je res, da trenutno samo jaz izvajam te vrste izobraževanj. V preteklosti je bila to gospa Jelka Slapar, ki je sicer prihajala iz Avstralije, kar je bilo malo nepraktično. Zdaj, tukaj samo mogoče, da to ločim, se pravi, inštruktor lahko uči posameznike za to, da oni sami izvajajo. To bi bilo tako, kot če jaz tebe naučim in zdaj ti izvajaš zase. Če bi pa ti želela učiti naprej, se pravi, širiti, potem pa je potrebno, da prideš v certifikacijski program, ki ga izvajajo učitelji, dokončaš to in potem lahko učiš naprej. Ta razlika je mogoče. In to zdaj počnete pospešeno najbrž? Ja, zdaj imamo, konec avgusta imamo izobraževanje. Kje pa je? Zdaj je v Ljubljani. Ponavadi je to, se mi zdi, ena taka centralna točka, da lahko pridejo in Štajerske, in Primorske, in Dolenjske, vseh koncev. Tako da je v Ljubljani. Ja. To je že prijave so najbrž že zaključene? Ja. Imamo čakalno listo. Imate čakalno listo. Ja. Torej, kdaj pa bo naslednjič, recimo, lahko poveš, ali se še ne ve? Ja, ravno zato, ker je več povpraševanja, dejansko razmišljam, da bi mogoče že v spomladanskem času naredila spet, ne da bi čakali spet 1 leto. Ker včasih kdo vmes tudi odneha, ugotovi, da ni pravi čas. Veliko vključuje delo na sebi, pomeni tudi jaz se moram tresti v tem procesu, pač izvajati Zdaj ta se v slovenščini dostikrat reče kar tresenje, ker ima pač začetnico, zato uporabljam to besedo. Torej, kako poteka samo recimo učenje? Dajva reči zdaj, ko se nekdo za svoje potrebe želi naučiti, to potrebno je najti nekoga, ki ima pač, ki je certificiran, ki te lahko nauči. Koliko časa recimo traja vse skupaj? Zdaj, čist zase, če nekdo želi to spoznati, lahko gre na delavnico, lahko gre k inštruktorju. Res je, da je tudi uradni video na spletu. Pomeni pa, da nisi spremljan, da nekdo ni spremljan v tem. In nekako jaz zagovarjam, večina inštruktorjev v resnici zagovarja nekaj srečanj, recimo 5 srečanj. In potem lahko nekdo sam izvaja naprej, po potrebi se obrne na inštruktorja. Zdaj tisti, ki se odločijo za certifikacijo, ta certifikacija pa vključuje 3 vikend delavnice. Zdaj ta prva vikend delavnica, ki se imenuje modul 1, je v resnici odprta za vse. Ker modul 1 je usmerjen na to, da jaz spoznam in jaz delam se naučimo neki samointervenciji v smislu, kako lahko jaz sama sebe podprem ta svoj proces. In pomeni, da so tam tudi tisti, ki se ne odločijo za certifikacijo. Tudi če je nekdo čisto nov. Namesto mogoče, da gre na individualna srečanja k inštruktorju, pride na to delavnico. Zdaj po tej delavnici se potem ljudje odločijo, a gre v ta certifikacijski proces. Modul 2, se pravi druga delavnica, se osredotoča na to, kako voditi posameznika. Modul 3, seveda, kako voditi skupine. Vmes so pa supervizijske ure, kjer sami izvajajo ti pripravniki oziroma vodijo druge in jaz nekako superviziram, se pravi podprem, kaj je mogoče še za nadgraditi, kaj je v redu potekalo. Tako da to vse skupaj bi rekla, da traja približno 1 leto. Ja. Zaradi vsega, recimo zaradi česa vse ljudje pridejo k tebi se učiti te metode? Kdo so tisti, ki jih to zanima? Nekako, če lahko izdaš. Ja, bom rekla, da zato, ker je moje ozadje psihoterapevtsko, moram reči, da k meni dejansko prihajajo bolj ljudje
ne vem, z nepojasnjenimi telesnimi simptomi, s kakšno anksioznostjo, zgodovino travme in podobno. Ne. Je res mogoče majčkeno bolj specifična populacija. Tudi vrsto let že sodelujem z Evropodono, se pravi po okrevanju od raka dojk. Se je izkazalo tudi kot zelo podporno in dragoceno, ker v tem procesu nekako se ta odnos do lastnega telesa precej spremeni. Mogoče lahko doživljam, da me je telo izdalo, pustilo na cedilu, sem jezna na svoje telo, besna, ne morem zaupati telesu in naredi tukaj to bistveno razliko. Nekako spet začutim svoje telo, spet lahko poslušam svoje telo, se zanesem na svoje telo. Eno tako zaupanje vase gradi. Izjemno zanimivo. V bistvu vprašanje, ki sem te hotela že na začetku vprašati, pa nekako sva že odgovorili delno nanj, ampak morda lahko povzameva še za gledalce. In ravno to, kot sva začeli, pač pomembno pri temu je, da se povezuje ponovno ta fizični, fiziološki vidik in duševni, ki je bil toliko let porušen. Ampak zanima me, kakšno vlogo vidiš ti, kako razumeš ti, kakšno vlogo ima telo pri duševnih težavah? Ja, tako je zelo pomembno vprašanje. Mislim, da se tega dvojega v resnici ne da ločiti eno od drugega. Ne? Tudi če zdaj pogledava, ne vem, neko anksioznost, ki je danes toliko prisotna, gre vedno za to, kako telo odreagira. Ja, ljudje se mogoče celo ustrašijo tega, da plitko dihajo, da srce razbija, da ne morejo zaspati. Ne. Vedno gre za ta preplet, vedno eno sovpliva na drugo. Ne. In podobno pri drugih težavah. In včasih, posebej pa še, če so neke travmatične izkušnje, dejansko ne moremo zares, ne vem, če je prava beseda, izčistiti, ampak ja, ne moremo zares zaceliti enih ran, če ne naslovimo tudi telesa. Ker mogoče zdaj, predvsem pri travmi gre za to, da sem tudi telesno tako odreagirala. In travmo ločuje od stresa ravno to, da gre za nek brezizhoden položaj. Gre za situacijo, kjer moji običajni, če lahko temu rečemo, stresni odzivi boja, bega, ne pridejo v upoštev. Jaz se nisem mogla ne boriti, ne pobegati iz neke situacije in takrat se vklopijo ti imobilizacijski odzivi, pomeni, ne vem, otrpnem, nekateri ljudje se celo onesvestijo ali pa mogoče disociram, pomeni, nisem v stiku s tem, kaj se mi zares dogaja. In to je izredno pomembno, potem nasloviti in delati na tem. Zdaj, če naredim en skok do senzomotorične psihoterapije, tam govorimo o nedokončanih odzivih. V smislu neki odzivi boja ali bega, ki se v travmatični situaciji niso mogli izvršiti, ker ni bilo varno, ostanejo nekako zapisani v nas ali pa neizživeti, nedokončani. In s trejem ali pa senzomotorično psihoterapijo lahko pomagamo na en tak zelo nežen, sočuten, prisoten način, da telo dokonča te odzive in se osvobodi. Torej je mogoče preko telesa. Ja. In v preteklosti se danes z nevroznanostjo in tem je že postalo veliko bolj jasno in prevladujoče to mnenje, ampak v preteklosti so videli, da je to pomanjkljivost govorne terapije. Če ne uporabimo, če ne naslovimo tudi telesnih odzivov, nekaj zmanjka. In tukaj so te tehnike ali pa tudi druge vrste psihoterapije lahko toliko podporne. Telo ne laže, ne? Besede lahko vedno. Ja. Najbrž v tem smislu, sami sebi lažemo, v tem to mislim, da ne komu drugemu, ampak dejansko to iskanje, spoznavanje samega sebe, pravzaprav. Ja, zdaj, telo ne laže, če lahko, tukaj imam, kako se reče, droben tisk zraven. Prosim, ja. Ker telo ne laže je zagotovo res, to smo zelo ponotranjeni, tudi jaz sem veliko uporabljala ta izraz,
ampak gre za to, da ravno s travmatičnimi nekimi izkušnjami se naša nevrocepcija je en mehanizem zaznavanja varnosti, nevarnosti, ogroženosti ponastavi. Kar pomeni, da jaz lahko zelo močno ali pa odreagiram, kot da je nevarnost, tudi če je ni. A ne? Mogoče, če dava čisto en tak primer. Če sem imela jaz neko slabo izkušnjo ali pa neko posilstvo v otroštvu strani moškega, bom lahko danes, ko kot odrasla ženska vstopam neke moške odnose ali pa si želim partnerstva, bo moje telo podivjalo vsakič, ko bom v stiku mogoče z nekim moškim, ki se mi želi približati. In čeprav bom jaz hotela iti v to zvezo ali pa mi bo moški všeč, a ne, bom hkrati doživljala neko tesnobo, neko paniko ob tem. Tako da ja, telo ne laže, lahko pa je zavedeno. Ne vem, mogoče je tak dodatek zraven. To je izjemno zanimivo. Ja. Kaj se pravzaprav prej zgodi, ali misel, ali telesni odziv. Imaš tukaj morda kakšno teorijo, ali je to sploh možno o tem govoriti? Ali gre vedno za neko vzajemno sodelovanje, ki ga ne moreš ločiti? Ja, teorije več, kognitivno-vedenske bojo rekli, najprej gre za misel, potem čustveni odziv in telesni odziv. Zdaj razne raziskave ledu in podobno so govorili o tem, da včasih telo odreagira, ko je pod nevarnostjo prej. Tako da jaz bi rekla, ali pa zelo zagovarjam, da gre za to sovplivanje, to soodvisnost. In pravzaprav niti ni toliko pomembno, kaj je prej, gre za ta preplet in če ga le uspemo čim bolj celostno naslavljati, mislim, da smo na pravi poti. Ja, super. Najlepša hvala, da si bila moja gostja danes. Mislim, da sva kar izčrpno predstavili to metodo. Gledalci, če vas zanima, si lahko na spletu pod naslovom psihosoma.si najdete še dodatne informacije o tej metodi. Za danes vas lepo pozdravljam in se vidimo spet naslednjo nedeljo.